Zdaj, ena od stvari, ki jih v mladosti spoznamo na internetu, je tudi pornografija. Mislim, da je prav, da povemo, da pornografija ni samo dobra, ampak da ima tudi lahko slabe strani. Tako, vsekakor. In kot rečeno, jaz sedaj se že soočam z moškimi, ki imajo erektilne disfunkcije oziroma se na način bojijo oziroma ne vejo, kako ravnati žensko, ki je pred njim samo mokra, vlažna in si ga želi. Ker enostavno to ni tako, kot vidijo v pornofilmih. Ena od glavnih pornografskih strani na svetu vsako leto izdaja statistiko, katera njihova kategorija je najbolj klikana, najbolj gledana. V lanskem letu je bila ta kategorija hentai. Jaz nisem čisto točno vedel, zakaj gre, zato sem pregledal ogromno ene hentajske pornografije, ki sem se pripravljal na ta najin pogovor, da ne bom izpol nestrokoven. Mogoče za vse mlade, ki ne vejo točno, zakaj gre, kolikor sem jaz videl, gre za erotične risanke, v katerih nastopajo, bom rekel, neka domišljijska bitja, ki imajo spolne odnose bodisi z navadnimi ženskami, bodisi z navadnimi ženskami s penisi. Zdaj, značilnost teh bitij je, da so izjemno velika in močna in po svojih nadnaravnih sposobnostih že skoraj spominjajo na neka bajeslovna mitološka bitja iz kakšnih pravljic, iz kakšnih zgodb. Jaz zdaj res nisem vedel, da je lahko pornografija toliko škodljiva, dokler nisem videl hardcore hentai pornografije. Težko komentiram, ker nisem gledala, nisem šla to zdaj raziskovati in ne bom tukaj nekaj preveč pametna. Marsikateri ženski, ki rečem, pa gledaš kdaj za svojim dragim, če on izrazi željo, da bi skupaj gledala kot neko predigro, kakšen pornofilmček, pa tako vsa zgrožena, ne. Rečem, zakaj pa ne? Vse, najdete nekaj, kar je obema cute, kar je obema lušno, da dejansko se mogoče malce pripravite na uvod. To ne škodi, to je okej. Tukaj jaz ne vidim večjega problema. Zloraba je pa seveda zelo nevarna. Ja, jaz se bojim, da ta mladina, ki gleda te hentai vsebine, da bo imela probleme, ko bo prišlo do spolnega občevanja. Da bodo fantje rekli, ojoj, se me punca sploh ne bo marala, ker nisem 5 metrov visok, tako kot v reptilu risanke. In na drugi strani verjetno bodo punce tudi razočarane, ko bo prišlo do spolnih odnosov in bodo ugotovile, da njihov sošolc Tines pa nima te surove moči in telesne konstitucije, tako kot Bigfoot, ki ga je videla včeraj v risanke. A sem mogoče še kaj tacga spustil? Je še kakšen primer, zakaj je hentai pornografija tako škodljiva? Zdaj, v eno roko ljudje nam so pomembne tudi pravljice. Mi vsi smo odraščali ob določeni seriji pravljic. To so na en način zelo zlorabljene pravljice, če prav razumem. Ampak, dragi moji, v resnici vse, kar vidijo otroci in najstniki na pornografiji, je itak izkrivljeno. Jaz vidim še eno slabost, pa sem upal, da jo vi mogoče izpostavila. Gre pa za vse mlade umetnike, ki bi se mogoče želeli preživljati z umetnostjo, pa zdaj vidijo, kam gre ta trend proti hentai pornografiji. Bojim se, da bodo ustvarjali samo še te hentai vsebine in da zaradi tega ne bomo dobili nekih novih umetnin, nekih novih kofetarc, ampak bodo v galerijah v prihodnosti polne stene raznih žilavih stvorov, demonov, Bigfootov in nun in tako naprej. Ja. Kako to preprečiti? Ne moramo.